To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. V Babincih pri Ljutomeru potekal prvi Logijev tabor za reševanje iz vode s pomočjo psov. Policija o prometu v poletnih mesecih. 54. mednarodni folklorni festival v Beltincih. Peden 5 Lutkovnega gledališča Velenje. Še vreme, jutri bo delno oblačno. Cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Reševalni psi iz več evropskih držav so v Prlekiji vadili pomoč ponesrečencem ter vleko ljudi, sapov in čolnov. V Babincih pri Ljutomeru je namreč potekal prvi slovenski mednarodni Logijev tabor. Na Gramoznici v Babincih pri Ljutomeru je potekal prvi slovenski mednarodni Logijev tabor za reševanje iz vode s pomočjo psov. Reševalni pari so na taboru vadili skoke iz čolnov, pomoč ponesrečencem, vleko ljudi in plovil ter druge naloge, ki jih morajo obvladati psi za reševanje iz vode. Letos imamo prvič cel teden treninga reševanja iz vode za različne pasme psov ali pa tudi za mešance in tako naprej. Najprej smo imeli 3 dni nacionalnega treninga, ampak sta bila tudi zraven 2 Hrvata. Zdaj imamo pa 4 dni mednarodnega treninga, se pravi z inštruktorjem iz Italije, in to je eden od najboljših na svetu, po moje. Je bil tudi že svetovni prvak v reševanju iz vode tam leta 2010 in 2011. In letos je on organizator, prosili so ga na IRO, Mednarodni zvezi organizacij reševalnih psov, so ga prosili, da on organizira preizkuse iz reševanja iz vode. No in imamo pa tudi mednarodne tečajnike iz Češke, Slovaške, pa iz Hrvaške pa Slovenije, ne. Pri izvedbi tabora sodelujejo tudi gasilci Gasilske zveze Ljutomer, ki so zagotovili čoln in potrebno opremo. Imamo namreč ogromno kopalnih voda v naši občini, tudi širše v naši gasilski zvezi, kajti pokrivamo 3 občine, Veržej, Razkrižje in pa Ljutomer. Res je, da so te kopalne vode v narekovajih seveda neprimerne oziroma prepovedane za kopanje, ampak težko temu naredimo nekako mi konec, tudi verjetno organi, ki to nadzirajo, več nimajo moči, ker je teh kopalcev enostavno že preveč. Tudi reka Mura seveda v naši neposredni bližini ponuja svoja doživetja in je seveda ogromno spustov in vse to kliče k temu, da smo gasilci kljub že skoraj 160-letni tradiciji nekako primorani iskati inovativne rešitve za pomoč pri samem našem delu. Zahtevnost šolanja je odvisna od posameznega psa in njegove pasme. Nekatere, denimo labradorci, imajo veliko veselja do vode in prinašanja predmetov. Urjenje vključuje tudi poslušnost na kopnem, vožnjo na supu, plavanje med plovili in prinašanje vesla iz vode. Imamo 3 nivoje, predizpit, ker sta samo 2 vaji reševanja iz vode, iz obale. Potem imamo A nivo, kjer sta 2 vaji iz obale, pa 2 iz čolna, enaki. Pol pa še čoln, kjer je samo en človek gor privleče iz neke razdalje do obale. In potem je še B nivo, ki je najtežji, tle pa so vse razdalje, so 4, so večje razdalje, ne. Spet sta 2 vaji iz obale, ena, ko pripelje pač utapljajočega se, ki nič ne kliče, ker je pač kakor da je utopljen, in druga z obročem, se pravi zaplava z obročem, obroč pelje s sabo, zaplava okrog ponesrečenca in privleče obroč, ko se ga ponesrečenc prime nazaj na obalo. Tabor je trajal do nedelje, ob koncu tedna pa so na Gramoznici izvedli še uradne izpite po pravilniku Mednarodne organizacije za reševalne pse. Policisti s 1. julijem letos, pred začetkom najbolj prometno obremenjenega dela poletja, ne opozarjajo le na nevarnosti, temveč udeležence v prometu pozivajo tudi k spremembi navad. Začenjajo namreč kampanjo Častna prometna, s katero voznike nagovarjajo, naj izberejo svojo obljubo za varnejše ravnanje v prometu in se je vsaj julija tudi držijo.
Zdaj izpostavil bi tu predvsem neprilagojeno hitrost, kjer je nekje vsaka peta prometna nesreča, ki se zgodi na območju policijske uprave Murska Sobota, je vzrok te prometne nesreče neprilagojena hitrost. Prav tako je pereča problematika tudi alkohol v prometu, kjer ugotavljamo, da je v prvih 6 mesecih letošnjega leta v vsaki 9 prometni nesreči bil prisoten tudi alkohol, kar pomeni, da je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometne nesreče zelo visok, in sicer 12%. Zdaj sama kampanja častna prometna nas javnost nagovarja, da spremenijo svoje, bomo povedali, slabe razvade in jih spremenijo v dobre navade, kar pomeni, da se lahko vsak posameznik na spletni strani policije da svojo zaobljubo, kjer bo svojo slabo razvado, tako imenovano slabo razvado, naprimer vozi z neprilagojeno hitrostjo, vozi pod vplivom alkohola, ne uporaba varnostnega pasu, varnostne čelade motoristične, se zaobljubi, da bo vsaj v mesecu juliju to spremenil in se bo držal pravil. Beltinci prirejajo že 54. mednarodni folklorni festival. Na podrobnosti nam bo pojasnila Petra Vučko, predsednica Kulturno-umetniškega društva Beltinci. Lepo pozdravljena. Enako, lepo pozdravljeni. To je kar velik organizacijski zalogaj, je že vse pripravljeno, začnete v četrtek. Tako je, res je velik zalogaj. Jaz pravkar prihajam iz Beltinskega parka, kjer že vse brbori, šumi, delavci že pripravljajo takole zelenico in podobno. Mi bomo pa potem zavihali rokave popoldne, ko člani pridejo iz služb. Do četrtka imamo čas, da vse pripravimo, saj namreč začnemo, kot ste že omenili, 54. mednarodni folklorni festival. Tako kot je običajno, začnemo z okroglo mizo. In ker vsako leto probamo pripraviti nekaj novega, nekaj zanimivega za naše obiskovalce, se bo letos vrtelo vse okoli mask in maskiranja. Tako da pripravljamo okroglo mizo pod naslovom Maske in maskiranje med sodobnostjo in tradicijo. Potem pa vzporedno s tole okroglo mizo bo priložnostna razstava, malo manjša razstava. In letos bojo lahko obiskovalci ne samo ene, dveh, ampak obiskali kar 3 razstave. Kot že omenjeno, maske. Potem pa razstavlja v naših prostorih Beltinskega gradu domačinka gospa Ana Crnkovič. To so ročna dela njena. In tretja, ta glavna festivalska razstava bo pa od gospoda Franceta Marolta in njegove zapuščine. Smo zelo ponosni in veseli, da bomo sodelovali z ZRC SAZU-jem iz Ljubljane. Tako da avtorici razstave bosta prisotni vse 4 dni in bosta na voljo in tudi obiskovalcem popeljale skozi razstavo in zapuščine gospoda Marolta. Petek posvečate tuji folklori. Tako je, petek tradicionalno v sodelovanju s festivalom iz Zagreba. Izmenjujemo, sodelujemo s tujimi skupinami. Tako letos prihaja k nam kar 100 tujih folklornikov, in sicer iz Argentine in iz Italije, iz Sicilije natančneje. Potem pa pridejo tudi prijatelji iz Slovaške. So naši folklorniki sodelovali na njihovem festivalu 3 tedne nazaj in sedaj že prijatelji pridejo nazaj na izmenjavo. Tako da bo zanimivo, videli bomo 3 čisto drugačne kulture, 3 različne tradicije, torej zaplesalo in zapelo bo na našem odru kar 100 tujcev. Seveda pa veliki finale v soboto in nedeljo. V soboto začnete že ob 16. sejmom. Tako je. Začnemo že ob 16, ko lahko pridete in si pogledajte stojnice. Pričakujemo kar 25 sejmarjev. Potem pa seveda se bo predstavilo 8 krajevnih skupnosti občine Beltinci. Vse vasi prihajajo s tradicionalno kulinariko in pa prikazale bodo značilnosti, kar je značilno za njihov kraj. Tudi ljudske običaje, kaj bodo lahko na primer obiskovalci videli? Tako je, kot je recimo sodarstvo iz Gančan, pletenje iz slame iz Lipovec, kar je pač značilno za naše kraje, bodo probali prikazati. Ob 20. bo zelo slovesno, s prenosom v živo.
Tako je, že nekaj let zapored sodelujemo s prvim programom Radia Televizije Slovenije z oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Tudi letos bo tako, ko se bodo na odru predstavile 3 etnoskupine, to je Trš, Makalonca in pa Domačini, to je en trio Falajček. Če malo poveva kaj več o Falajčku. O Falajčku, to so domačini, tudi naši člani so v tem triu. Vokal je gospa Tjaša Šimonka Kavaš, na violini Miha Kavaš in pa Dani Kolarič na cimbalah. Če jih niste še slišali, je to idealna priložnost, da pridete, da jih vidite v živo na našem odru, torej kot že omenjeno v soboto ob 20. No, v nedeljo pa ne boste počivali, ampak bo to, kar se da, velik praznik folklore. Tako je, v nedeljo bomo pa spet plesali, čez soboto ne toliko, bo toliko več ljudi zaplesalo v nedeljo, ko začnemo že ob 3:30 in sicer slavnostno povorko iz osnovne šole Beltinci proti prizorišču v Beltinskem parku. Na čelu bo beltinska plejbanda, potem za njo bo pa šlo kar 95 osnovnošolskih otrok in pa še nekaj vrtčevskih, tako da 100 otrok na čelu te povorke. Otroci iz osnovne šole se bodo predstavili tudi na odru in pa za njimi domačini, to so folklorniki Kulturno-umetniškega društva Beltinci, potem pa pričakujemo še akademske folklornike France Marolt iz Ljubljane, iz Dolenjske pa kar 2 skupini Dragatuš in pa skupino iz Novega mesta Kres, pa nekoliko bliže folklorna skupina Markovci in vsi ti se bodo predstavili na temo maske. Tako da pričakujemo, da bomo videli kakšno zanimivo masko na našem odru in to bo zanimivo, zato ker ko prvi slišimo maske, pomislimo seveda na pust in na karneval, ampak maske so zgleda, da veliko več. O tem bomo debatirali že v četrtek z raziskovalci, spoznavalci mask in pa da vidimo, kaj vse so maske. Sama sem zelo radovedna, niti se ne zavedamo mogoče, kje vse maske so, tako da vabljeni. Za konec še enkrat povabiva naše gledalce na vse vaše dogodke, ki bodo v sklopu teh 4 dni. Tako je, začnemo v četrtek, torej 16. julija, to je ta teden, z razstavo in z okroglo mizo. Nadaljujemo v petek, 17. julija ob 20. uri z večerom tuje folklore. Potem se vidimo v soboto od 4. popoldne naprej. In pa seveda v nedeljo z velikim finalom, s praznikom slovenske folklore, prav tako od 4. naprej, oziroma nekoliko že prej, če želite videti še slavnostno povorko. Petra Vučko, najlepša hvala za povabilo in kar se da uspešno izpeljan 54. Mednarodni folklorni festival. Hvala lepa. V okviru festivala Soboško poletje je v soboto na Grajskem dvorišču v Murski Soboti gostovalo lutkovno gledališče Velenje s predstavo Peden pet. Peden pet je prisrčen in zabaven fantič, velik komaj 1 peden, pa še 5, ki ga odlikujeta neizmerna domišljija in nagajivost, kar si zamisli tudi naredi. Predstava je nastala po delih priznanega slovenskega pesnika in pisatelja Nika Grafenauerja. Mladi poslušalci pa so v predstavi lahko prisluhnili tudi pesmim iz njegovih drugih zbirk, med drugim Nebotičniki Sedite in Uganke. Preverimo še vremensko napoved. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Dopoldne je bilo jasno. Opoldne so v Murski Soboti in Radencih izmerili 30, v Lendavi 31, v Krajinskem parku Goričko pa 29 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 33. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 19, na Ptuju 20, v Mariboru 21, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 31, v Mariboru in na Ptuju pa 32 stopinj Celzija.
V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 17 in 20, čez dan pa med 26 in 36 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani in na družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in srečno!